V prvih 3 mesecih življenja se dojenček uči, ko leži na hrbtu, obračati glavo v obe smeri. To je zelo pomembno, da jo prenese preko sredine iz leve na desno, zato je pomembno, da se starši veliko igrate z njim na način, da se mu približate, ujamete njegov očesni stik in ga vodite, da bi res glavo obračal. Namreč, če gleda več v eno stran, lahko zaradi tega pride do asimetrije dojenčka. To pomeni, da je zatilna stran telesa bolj zakrčena, bolj aktivna napram obrazni strani. Obenem je pa tudi zelo pomembno, da ga dvigujete in odlagate na oba boka, da ga odlagate za spanje na oba boka, da ga pestujete na obe strani, torej da ne preferirate samo z eno roko, ampak ste aktivni z obema. V prvih mesecih življenja je dojenček popolnoma odvisen od tistega, ki skrbi zanj. Ni sposoben samostojnega gibanja in osvajanja samostojnih premikov. Zato je zelo pomembno, da tisti, ki skrbi za njega, izvaja ustrezno rokovanje, ga dviga, odlaga vedno preko boka in se izogiba poseganju z roko pod njegov hrbet in odlaganje na hrbet. Namreč zategovanje glave in pa ramenskega obroča nazaj, sploh med spanjem in ko leži na boku, je največkrat tisti pokazatelj, da je prišlo pri dojenčku do neskladnega mišičnega tonusa oziroma ekstenzijskega vzorca. Dojenčku je v prvih mesecih življenja težko biti na trebuhu, namreč uči se še pomagati, odrivati z rokami od podlage in dokler tega ne zna, mu trebušni položaj ni všeč. Pa kljub temu vam priporočam, da dojenčka odlagate na trebuh čim prej po rojstvu oziroma od trenutka, ko je več buden. S priložnostjo, ko bo na trebuhu, se bo namreč postopoma naučil, da roke ima in da si lahko z njimi pomaga. Namreč o pasanju kravic govorimo šele nekje po 3. mesecu starosti, ko se dojenček začne na začetku s podlahtmi in kasneje tudi s komolci odrivati od podlage in ob tem dvigovati prsni koš in glavo. Ko pa vas dojenček pokliče z jokom na pomoč, se odzovite na njegov klic, se mu približajte, poskušajte vsakodnevno podaljševati čas na trebuhu, ko je pa res težko, ga pa obrnite oziroma dvignite in ga potolažite.